To rokovsko verzijo si še nisi spravil v glavo. A je nova? Ja, zdaj je neki na rok varianto. Veš kaj, otroka načne gledata teh... Verjetno je pa še zmer. Pa Hoffertini. Ja. Da. Petek smo mi bolj, ne? Na Oberkrajnarje, tako da. Ja. Ko bi rekel, nacionalnem genu, ali kako že. Ja, sej veš kaj sta. Ali so... Da smo spet pri slon in sadežu. Zalije tižganica, ne? Ja, tako. Pa to, ne? Pa bolj... Sam te enostavne komade zastopaš. Ja, lej, sej. Mislim, to... oziroma, ne. To ali pa turbofolk, lej, to je to. Sej to je tudi enostavno. Ja, isto, se isti šmorn. Enostavnost pesmi. Pa emocija je, a veš. Meni je najbolj smešno, da tam, mislim, vsi turbo domoljubi, ne. Ja. Ampak, ka pa pride tele, ne, od dalmatinskih do... Ka pa pridejo klape v stol, klape, se to, a veš, vizde, na polno, vsi. Pravim, od dalmatinskih do turbofolka, pa so turbopatrioti, pa... Ja, pa se, če ga ne pustil na Hrvaško na morje, se po mojem, kar razstrelil tam to pa ne gre. Pred mejo. Se jaz tudi sumem, zaradi tega se bo več ljudi se bo cepali zaradi tega. Ker ne bojo mogli na Hrvaško na morje. Ja, sem kdaj? Zdaj se sezone že mogli, ne? Že mogli se. Ti ko pa, če bi ti dal vikend paket v Istri, če se greš cepati? Jože Robežnik živijo. Zdravo, to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsem. In občasno tudi o štoparskem vodniku po galaksiji. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se na naš podcast v podcast predvajalniku ali predvajalnici. Podprite nas na Patreonu ali Paypalu in povejte še komu za nas. Na obrežjih smo povsod, afna opravicujemo se. Ekonomsko-propagandni, prijateljski program. Pelicom.bir, koda brez panike, to je ena beseda, 10% pivski popust. Arbistska.si, dol bicikl gre kar sam, gor pa pele šatl čist vsak dan, zdaj ni treba več reči, da polet bo vsak dan, ker je pač poletje. Ker je vsak dan. Mi pa pojdemo spet nazaj v preteklost, zato ker je treba pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi. No, kaj je bilo v prejšnji epizodi? Skočili smo v sonce. Skor smo bili tam. Zdaj smo v dvomu, zdaj še čakam, ne vemo. Mislim, bili smo na poti proti soncu, definitivno, ne. Ostali so šli v teleport. Tako, in zip. Usoda Marvina nam pa ostane nejasna. Spet ne. Nekdo je pritisnut iz gumb, ne. Mislim, vemo, da je Marvino. Ja, mislim, to lahko predvidel. Ja, tako. Zdaj pa preden gremo v 22. poglavje, pa dajmo opozorilo za Kvarnik. Artur se je prebudil in že mu je bilo žal, piše. Lej, maček ni kukarkoli, ne. Maček ni hec. Ful poglavje se začne z mačkom. Mislim, se vidi, da je bil avtor še mlad, relativno mlad, ki je to pisal, ki so bili očitno, ne. Ga je to redno spremljal. Očitno ta, kako bi rekel, ta emocija, feeling mu ni bil tujno. Ja, ne, očitno ne. Ja. Glede, to je zelo črpo iz sebe, kako že pravijo. Kar vemo, da je, ne. Ja, ni sam Islington tukaj se velikrat pojavil, ne. Ja, če bi se sam Islington pojavil, bi bilo še kar čudno. Mislim, ne bi bila tako uspešna knjiga. Verjetno res ne. Čeprav verjetno pri prebivalcih Islingtona kar ne. A veš, če okrat prebere kaj neka kronika. Ja, tako. A veš, rad prebereš kaj ne. Islington ima nekaj. Islington ima nekaj tazga čarobnega. Zato Hot Black Deciato Real Estate Agency še zmer gvera. Veš, če bi bili oni v Harjulu, sorry Harjulu, ampak pač ne. Ali pa spodnji Kungoti, dajmo tukaj kraj, kjer... Harjul je po Agropopu bil znana, ne. Ja, v bistvu, ja.
ikne, ižanse, tudi so nekako ta moment. Pa ne, da bi zdaj žal, sem tako. Ne, sem tako mislim, kaj je, a veš, tako, ko bi rekel, folklora je, no. Tako, ko se mislim, da je tudi Kungo tam ise ta folklorni prizor. Dižanci so imeli tu na svoje gasilce, ne? Požar, iranska požarna, da oni prej spijo, ko pogasijo. Ne pa bližji za kurma, če predelaš. Tako. Ja. Čeprav, prijatelji, ki živijo v bližini, so znali povedati kar zanimive zgodbe. Čeprav, ja. To nekaj. Se pravi, folklora, pustimo to. Vsak kraj ima, ja. Tako. To je res, ja. Tudi. Pohorci, veš, recimo na Štajerskem so pohorci, pa je znani po... Kar vplaš slon pa sadeža. Ja. Tako da ne, če imate ki, kar povejte, kdo so vaši hrjulčani. Ja, kdo so vaši folklorni junaki. Ja, folklorni junaki. To je bilo zanimivo slišati. Ja, v bistvu bi mogel prav nek tak almanah. Ja, kdo je pa prigode. Kdo je komu, ne? Tako. Veš, tako, kot so bili, ne vem, recimo, prej v Jugi Busanci, pa so tu, ratali Dolenci, ne? Nekak, ne čeprav zdaj ni tega več. Ne, ni več. Zdaj so Dolenci kul. Tako se režiš. Čakaj, ti, mislim, tako drugače se zabavaš. Ne, res mislim, da je Dan D, pa Društvo mrtvih pesnikov bo imel zdaj 30-letnico, če že nismo zamudili štekanje. Ne, mislim, veš, res je v bistvu trapast prepisati neki neke stereotipe. Etnografski, ne vem, kakšni skupini, neke značilnosti, ampak to ful radi vsi počnemo. Ja, ker vemo, da procent glupih je neodvisen glede na geografsko poreklo, spol, sklon, pa število. Ni vezi, kdo, kje, kaj, zakaj, blej. Ja, ne, pač vsak ima nek, ne vem, mislim, da se ne pojavljajo v večjem številu, v manjšem številu. Ne, to je vzorce tam. Mislim, da smo tukaj, ja. To je tako, čeprav mi mislimo, da smo največji pijanci, pa Finci zase mislijo, da so največji pijanci, pa najbrž Nemci tudi, ampak približno. Verjetno, samo dokler nim Benirca vprašal. Ali pa Škota, a veš. Pa imaš pa verjetno tudi na Škotskem, ali pa Irskem, ali pa v Nemčiji imaš pa verjetno zihr Nemci vijo, ker poseben kraj, tam so pa res. Tam so pa res. Tam ga pa nalivajo. Ali pa so pa ne. Ali se pa malo drugače obdarjeni, ali kakorkoli. Ja. Pisa, del smo preleteli od tega mačka. Ja. No, maček je pa po mojem povsod na zemlji, pa verjetno, da tudi v vesolju enaka. Ja. Ni ga fajn metno. Ja, Mene zanima, kje v Sloveniji, v angliščini imaš hangover, ne vem, kako je nemščina. Veš, kje je pri nas maček prišel? Da je maček beseda. Etimološki ta izraz, da. Razumem, kot mačka, da ti maček grebe, to verjetno iz tega, ali no? A veš, da ti maček noter praska po glavi. Kje imamo zdaj internet, ki ga ni tle v studiu? Kaj sem še bral celo knjigo o mačku? Prav knjiga o mačku obstaja. Ne se heca, slovenski prevod, ali kaj? Ja, prav res. Ni debela, je kar zabavna. Si znam predstavljati. Tukaj. Nujno. Peli del zapiske. Bom dal zapiske. Je že v zapiski. Ali pošel. Ja, kaj no joke, veš, da prideš po taki prekrokani noči, ko prideš k zdravniku, ne, pa ti on grlo pregleda, ne, pa ti reče, ne, pa ti jezik vam porineš, pa on jezik gleda, pa reče, jaz tega ne vem, več nazaj v usta. Kdaj se jaz tudi tako počutim? Ja, sej, veš, kaj je on kovinski. Ja, lej, ne, ni treba, lej. A te jutro pokličem. Torej, maček, ja. Maček, ja. No, Artur se je zbudil s hudim glavobolom. S hudim glavobolom, v bistvu ni imel de facto mačka, imel je v bistvu mačka od teleporta v resnici. Tako, ni imel nič. Kar ugotovimo, da v bistvu ta maček ni tako hud, mislim, če se na par odstavkov ugotovimo, da ni tako hud, ker pač kar hitro gre. Ne. Je pa tle en citat, ki je zelo zanimiv in sem se spomnil na našega prijatelja, da zdaj ga lahko že shout-outamo, ki ga že dolgo nismo. Ne. Ta del o transportnih sredstvih, pa to, ker avtor lepo razlaga, kako pa kaj, da nafto gor vlečemo, pa pa tret. In na koncu zaključ, da bi v bistvu kraj, ki ste ga
zapustili namreč pokrit s katranom, poln dima in brez ribne. In tle jaz vidim, da je Elon začutil to svoje poslanstvo, da bo naredil električne avtomobile, ki ne bojo svinjali več sam še vsem sveta. Sam bo ta katran, ki ga porabimo za potleh, pa ga povalamo po tleh, pa od A do B. Sej zato bo naredil pa podzemne železnice, kjer bojo oni avti se vozili električni. Okay. Mislim, čakaj, železnice, ki se v avti vozi. Ja, neko idejo imel, da bi naredil. Ta lup, ne? Da bi naredil. Ja, lup, ja. Tiska bo kukarno. Kauna... Kaj Futurami? No, tu bo vrgla, pa te bo. Una tuba za avte. Ja, sej valjda itek. Večja, ne? Iz Futurami bi bila kul. Da je sam ta. Super dozor. To, ko smo imeli tam v restauraciji ob koncu vesolja, kaj je bilo. Ne? A veš, ko so šli sam čez celko dol. Ne? Ja, to je ono, smo nekaj. V Leclercu, kad naravno. Tako, ali pa, šlup, ali pa. Ja, ono, puf. To je. Ja, a misliš, da je to ali kaj? Po mojem, da ja. Tle sumam, sem pa tudi zasledil, da je na BBC-u od vseh programov, da je neka zdaj z Elonom neki pogovori o znanstveni fantastiki. Ampak tega ne bomo dali zapiske. Nikoli. Vse en mogoče bolj zanimiv, kot o osamosvojitelji. Mislim, pogovori z Elonom. Čak. Močno bi priporočil Vitrino Slovenija od Vala 202, pogovori z ljudmi, ki so bili tam, pa ki so bili zdaj vmes, ampak tako niso osamosvojitelji, mislim, ne trkajo se po prsi. Niso zaslužni. So zaslužni, ampak so malo bolj, kako bi rekel temu, prtleh. In veliko lepih zgodb o tem, kako je bilo, pa kako ni bilo tako junaško, kot se zdi. Kar ne hoče pokazati. Ja, ni bilo tako. So že takrat hoteli pokazati, da bi mogli biti. Ja, ampak ja. Tako da tisti zelo priporočam. Mogoče bolj kot Ilona. Se vojnom čist preveč romantike pripisujejo. Katerikoli vojni. Katerikoli, ja. Bene ni fajn. Tako da, ampak kaj smo pol ugotovili, ne, da... Meni je to najbolj všeč, mislim, ta razlaga, ki se mi zdi tako čisto verjetna, da če ti razstaviš telo iz atomov, pa ga potem spet sestaviš, da valjda te v glavo bolela. Ta razlaga se mi zdela, valjda, itak. To je pa točno to, kar sem že takrat rekel. Vmes bi mogli ušmekati še streznomatik, ali kaj smo imeli takrat. Ja, mogli vmes. Da ti popravi v bistvu sliko. Sam alkohol ti ven vrže, pa zopet ti umije nasprotno. A si ti predstavljaš, da koliko smo mi, ne vem, par procentov smo različni od, ne vem, od ostalih, veš, kje je ta fail-safe bag, da te ne sestav v... Zato pa te pesmi polka. Pesem je pa zelo dobra, se prav predstavljam. Veš, kaj sem jaz glih ugotavljal, veš, če moram tja po koščkih ostal, bom raje doma, ne? Tako ja. A veš, sem pol ugotavljal, da je ta žarkovni prenos v bistvu tako kapot v BTC. Ker se tamle na uvoznico severno zapeleš, ne bi tudi raje ostal doma. Ker tisto zagledaš vse skupaj in sem res najdu eno usporednico s tem žarkovnim prenosom. Mislim, da tukaj komad je, ne? Jaz ga vidim, ne? Pa mislim, da si bi veliko ljudi bi se povezali, še posebej zdaj, ker bo... Ja, ker vzeti to 2 meseca. 2 meseca še, pa verjetno še kakšen. Ker sta pa glih pri komadu, bi pa zdaj tlele imeli citat. Kaj je točno ta komad? Tako da poslušamo, z nami je Mare Vavpotič. Po nekem čudnem naključju sem bil z Maretom v enem bendu. Ne, res? Ja. Okay. Takrat smo razpadli zaradi nam neznanih razlogov, ampak z nama v bendu je bil tudi še en prijatelj, takrat je bil še Matevž Šalahar. Tok nazaj gremo. Tok nazaj gremo, Ker sem rekel, sem se sprašal, kjer bend boš zdaj rekel. In najprej Mare prebere tale, oddeklamira tale komadek, pol pa razložim, kaj se je zgodilo, pa kako pa zakaj. Mare, se slišimo? Kar lepo štarti, ajde. Živijo Pangalaktiki, ker sem očitno edini, ki se vsaj mačkam spomnim, zakaj je razpadel bend, bom to tudi na kratko razložil. Skratka, Miha Šalahar, čeprav ni bil član benda, je šel v vojsko
In to se nam takrat zdel čist razumen razlog, da razpustimo bend. Tako pač to delajo najjači. Lahko pa tudi, da ni bilo čistko. Zdaj pa preskok na pesniški peskovnik, takole se je bralo, citiram. Kako naj bi se tak na pot podal? Če moram tja po koščkih, bom kar doma ostal. Na Siriji so rekli, vse suho je zlato in tav si še poglej, preden greš v Krtovo. Prav rad bom šel v raketo, na ladjo ali splav. Če moram tja po koščkih, bom kar doma ostal. Kako naj grem, a ste znoreli vsi. Če moram tja po koščkih, se skrijem posteli. Ok, prebral sem, to je to. Ko imam hudega mačka, grem kar nazaj v postlo, vi pa uživite v svoji družbi. Ajde. Marek, hvala lepa. Gre pa za komad, ki sem ga jaz ukradel pri šentviških marginalcih. Po koščkih je bil moj edini avtorski prispevek k bendu, pa še tega smo nehali igrati po 2 vajah, tako da sem ga slabo ukradel. Ja. To bom rekel. Tako da ta ideja z obvoznico pa z BTC-jem mi je bolj všeč. Bom raje to ukradel. Ker una verzija je bila tako zelo slab prepis tele Douglasove verzije. Tako da se držimo kar originala, pa bom raje ukradel tole z avtocesto. V bistvu bo tudi prav pasal, veš. Če ukradeš Douglasov komad, pa še avtocesto, da zraven, to je že pol omaž. Ja, to je omaž, valjda, to je to, pizda. Zdaj, ki sprej rekel, da ste razpadli z enega neznanega razloga. Vem. By the way, poslušalke in poslušalci, obstaja dokumentarc. Hotel sem reči, obstaja dokumentarc na YouTubeu, šentviški marginalci. Bomo dali link. Hudiča. To pa lahko damo link, hvala. V zapiskih. V zapiskih je link. Legendaren. Razpadli smo zaradi tega, ker sem šel jaz v vojsko. Zdaj sem se spomnil enega starega štosa, veš, da je bil Michael Jackson, je bil edini solist, ki je razpadel. Že 12 let, odkar je umrl. Dober je, zdaj že lahko. Zdaj že po moje že lahko. Verjeten. Sej je bil gepard tam. Sem imel pa tudi, slava pusti posledice tako ali pa drugače. Vsi so ranjeni od tega. Eno ceno moraš plačati na konc, pa kukarkoli. Njega je familija zjebala. Fotor ga je izžel, obžel in vse skupaj. Ja, pa ne sem fotor. Ja, pač vsi. To se začne, kot se je bil mislim, je bil, ne vem, 5 let, koliko je že bil, ki je začel nastopati tam nekaj tasga ali 6. Ampak to nekaj pusti, če si skozi, ne? Ja. Sploh pa če si, veš, mislim, lahko bi bilo njemu, če bi failil, pa bi bil res neuspešen. Ok, super. Jaz pa tudi verjetno ne bi tega počel, ne? Sej, ne. Ja. Mislim, življenje se bi mu... potem bi mogoče imel... Mogoče bi bil poštar tam nekje, kjer so pač bili doma. Pa bil srečen. Ja. Mislim, ni dvakrat za reči, da bi bil bolj srečen, kot je bil. No, sam, to je verjetno mrskomu od teh slavnih. Ampak, veš, imamo pa veliko lepih pesmi, kar se Michaela tiče. Briljanten. Vrhunski, mislim, ni da ni. Jaz se spomnim, to je bilo, te filmi z videokaset, eden prvih po mojem, ki so mi takih malo bolj čudnih, ki so mi jih pustili gledati, oziroma ne vem, so mi... Kaj si Muho gledal? Ja. Muho si te pustili gledati? Ne vem, so mi jo pustili, glavno gledal sem jo. Kronberg je, to je čist... Jaz sem gledal Muho v kinu Šiški. To je, Ti si je gnus, mislim, je grozen. Ni lih prijeten, je tak. Ampak Muha je legendaren film, Muha definitivno. No, ampak recimo, to je ta zgodba iz teleportov, ker se je še Muha noter prekradla in zgodba je šla svojo pot. Zgodba je šla, tako kot je šla, tako da... Tako da moraš pogledati v bistvu noter, s kom greš v teleport, skoraj tako, če greš potovati v Malezijo, moraš pač fajn stvari pregledati, da niso kakšne mamile ki. Ja, lej. Te košta lahko glave, oboje. Ja. Mislim, treba je biti previden. Tega mora biti tako, kako bi rekel, lih ta varovalka, ne? Veš, da recimo, tudi če pride Muha noter, ne? Ja, da je vsakega posebej razstav. Da ti pove, ja, tako, ne, da mašina ve, ne,
Da kompjuter ve, ne, kaj se stavlja, pa kva ne. Zdaj, ko so mašine tako sofisticirane, pa pametne, bi to lahko že nekako v bodoče generacije. Zato, drage mlajše poslušalke in poslušalci, dajte se učiti, pa še enkrat se učiti. To je drug citat od enega drugega modela, ampak tako stati. Le kdor se bo učil, bo kaj znal. Tako. To, definitivno pogledajte Muho, zelo dober film. Zdaj se ne bi še enkrat. Že od takrat me je strah. To je fajn. Vsekakor za pogled. Legendaren film, vsekakor. Ne dvojko, enko. Enka. Ja. No, ampak tale maček po teleportu pa kar hitro mine. Ne? Dobro, res, da ga je pol malo tudi strah pregnal, po moje, tukaj je drug. Ne buten, ne zaslišal, najprej mislil, da je to v glav. Ja. Pa ni bil sam, to smo pozabili povedati. Arturja smo omenili, nismo pa Forda omenili. Da je tudi zdraven. Skupaj sta bila. Skupaj sta se oba povožena, dva vepra zbudila. Ja, sam Ford očitno ve, kako te stvari. Ja, čeprav je bil tudi isto, je bil zmantran do konca. Ja, z rdečimi očmi. Tako je, oba sta bila mal, kako bi rekel, under the weather, kot pravijo Angleži. Sam to, da Ford je recimo že po unih oblikah okrog je pol hiter razpoznal, da jih je zelo deleč vrgel. Ja, on je hiter je to. V bistvu po tehnologiji je že videl, po dizajnu. Po dizajnu, je že videl, da nekaj ni. Malo je prečito, Artur ne moramo zameriti, ker pač ni bil tako okrog, on je pa le, Ford je pa le izkušen. Ni bil tako okrog. Ford je izkušen, je pač konc koncev je reporter za štoparski vodnik. Največjo knjigo v galaksiji, konc koncev. Je videl vsaj nekaj koščkov. Tako, in mu je jasno, stvari so mu jasne. Koščkov, ja. In sicer bada hoče zbežati vsak na drug konc, Ampak se mi zdi, da je da pregovorno niso zapuščali. Mislim, so zapuščali otok. Samo kadar so šli zavojevati, drugače ne. Ja, so se pa kar bolj doma držali. Če ni bilo treba, niso. Če je bilo pa treba zavojevati, pa dajmo. Ja, valjda, treba je. Ta se mi je zdela, veš, ko vsak po svoje leta, da je ta slapstick, Benny Hill. Točno ta moment, ja. Tukaj je lep komični moment. Potem spet isto naredite, v glavnem, ja. Potem se rata skritne, ampak Fordu nekaj pove, Fordu se nekaj en klik naredi. Kva? Ja, koraki. Ja, koraki. Zdaj se pa že stredi. Možgan se je sicer, ker se najprej je bilo malo strah, duhovi pa levo pa desno, ko mu je mama razlagala. Zgodbe najljubše mame. Ja, mati mu je razlagala zgodbe v duhovih. Zakot mater je imel Ford? Očitno velik, če je zgodba najljubše mame. Ja, dobro, mogoče. Betelgezi te stvari drugače delajo, očitno. Mogoče tudi ne. Pa je pa po dizajnu ugotovil, da si duhovi ne bi tako upremljali. Tako je. S temi reševinastimi tapetami. Čeprav ne vem, kakšne so sploh reševinaste. Sej sem dal klik, to je v bistvu ta star, v bistvu... Ta filc moment. Te žeklovine, ene sorte. Tkanina, v bistvu. Old school tkanina neki. Starošolska tkanina. Starošolska, da ne old school. Ja, v glavnem. No, ampak ne, ker pa to klik naredi, pa skočita, oba ven pred te. Pred džogerje. To je tudi zanimivo. Takrat se v bistvu, to sem nekje drugje poslušal, da v bistvu se je jogging takrat bil res strašen modern. Takrat se je začel laufati. Hupi je bil totalno. Ja, čist hupi, ja. Meni je bilo zanimivo, ker je Kleo omenil, da je bilo v bistvu da so bili v bistvu debeli, da bi bil vsak srčni kirurg vesel, če bi jih srečal. Sam je zanimivo, da laufajo. In takrat recimo v 70-ih dejansko ta debelost še ni bila neki tako pereč problem družbe, kot je recimo danes. A misliš, da se norca delo iz teh kao iz jogginga, pa da so takrat da je takrat videl, da je tako, kot moja stara mama, je laufat greš, kaženega dela se reče. Točno to. Da je bilo takrat še res ni bilo moderno. Vsak, ki je laufal, je bil en delo mrzneš. Ja, valjda, mogoče ta moment. Ker ni dosti zmatrani službe. Če orang delaš v službi, ne rabiš nobenega šlafanja. Laufat, kao šlafat.
Ja, ta moment je po mojem. No, Sploh, malo a se norca, sicer delo si tek norca za vse. To niso bili tekači, ampak so bili jogeri. To je še Ja. Ne, se tisti je bilo res. Ja, To je še, ne vem, to so te tempoti, ki naš prijatelj Luka pravi, pa se to skoraj hodiš. Veš, to se ti ne splača. res. Mislim, to se ti ne splača, to ni kul. To ni laufanje. To, ko sem jaz to prvo knjigo o teku, ta od jogginga do maratona, ki je v bistvu kar neka tako dost legendarna. Ja. Legendarna knjiga, no, po kateri sem jaz v bistvu tudi takrat začel delati. Ja, in veš, klej bil že ta jogging. Ne, in ta knjiga je bila, ne vem, kdaj je napisana. Po mojem, takrat Ja, 70, 80 je bil takrat. Takrat je tudi. Vse je tukaj naj, ki je. Ki so oni te copate ven spravili. Takrat se je to začelo, vse vrsta gibanje se je takrat začel. In takrat je radil to popularno, se radil tudi ne, da rabiš. Rabiš primerno opremo? Tako. Pa takrat res ni bilo tega. Takrat res ni bilo. Takrat so vsi z All-Starkom laufali, pa košarko igrali, pa fuzbal niso. Ne, tudi takrat se je pač, ti so imeli, pač je bilo za fuzbal so bile. Adi Dassler se je že poskrbel za to. Ja, sam za to. Vse ostalo pa res je bilo za fuzbal. Čeprav ne, konec 70-ih so imeli tudi že košarkaške copate. Ja, seveda, ampak niso bilo platnen. V 60-ih pa ne. Ne, imeli so, čaksi so bili, elektrika, sem ti si bilo platnena, guma. Vem, sem v čaksih jaz hoditi ne morem. Po enem implantarni fascitis pa ne menoš spraviti v čakse. To je bil performance shoot, to ni bilo, to ni bilo tako, kot zdaj, ki je. Ne? Ja. To je bilo za basket. Ja. Točno to. Ja. Ne vem, kdaj se zdaj cifre mogo bi pogledati, ampak ja. Tam. Ja, v glavnem jogeri, ne. Mislim, okay, drug podcast bomo. Superga. To pa lahko, ja. A še tekaškega, kaj? Tekaš vse superga in... Podcast pa to, še tekaškega, kaj? Ne, tega je pa že preveč. Ne? Pa ne, res, meni se zdi, to je taka osebna stvar, da ne bi do tem... A komu pa rečeš v seksu? Ne, v alkoholu. To je edini šport, ki ga res obvladam. Tak skupinski. A to je skupinski šport? Seveda, da je, ker sam... Čeprav, a veš, ne. Gremo na izpadanje. Turnirski. V najboljših žurih vedno. Tukaj ni zmagovalca, ki je samo izkušnja. Ja, to zdaj, ki si modrejši, to je zdaj tako kamara. Smo vsi poraženci. Ki smo štartali s tem športom, je bil zmagovalec. Tisti, ki je kao več. Ni šlo, kdo je več, ampak kdo se je naslednji dan bolj hvalil. To je zmeri, po vsaki izdevi je to, kdo je najglasnejši. Veš, recimo, glih to sem se jaz z temle našim trenerjem teka, sva se pogovarjala v bistvu o dopingu med rekreativnimi tekači. Ne? Ali pa pač, recimo, nek znanc v bistvu je razlagal, ne, da so, da skratim pričo, zakaj je doping med rekreativnimi tekači. Ne, ker jaz sem rekel, zaradi ega. Ja, seveda, mislim, a ni vseeno, če si 400, a si 432 ali pa 380, ne? Ja. Rekel, sam ti moraš biti med svojimi prijatelji, moraš biti najhitrejši. Ja, ne, ti moraš biti za unim omizjem, ko govoriš o svojih športnih uspehih, moraš biti najboljši. Pa ni važno, če si ti 300 na maratonu. Ne, samo to, da so vsi uni od 400 dalje. Ne? Ja. Jaz sem mislil slišati isto par kolesarstvo, isto rekreativnemu. Isto, ja. Da je tam, da bo boljše, da bi na Frani testirali za doping, vsi odletijo. Da raj ne eno. Že leta je tako. Že leta. Mislim, oziroma bolj, dajmo reči, desetletja. No. Tako da je škoda, ne? Ker res ni za to. Mislim, rekreativni šport bi mogli za tebe biti. Ja, sam dosti rekreativcev pač ne najde mere. Ne? Ja. Pri vseh stvarih smo pri tem, ne? Ja, sej, spet. Da smo spet pri izumitelju. Ta se nam skozi vleče. Mislim, to bi bil res lahko en tak moto. Ja. A misliš, imamo lahko podcast, polka nehamo s tem omeri. Mene zanima, a veš, mi smo tudi znani, da smo zelo pivci, ne? A misliš, da pol ta pivski nagon se zamenja, pol za recimo, da najdeš nek
drugo strast, delam aircoats tukaj, a veš, da začneš laufati. Ali pa saj začneš to je- kolesariti. saj to je- Ko čakaj. mi pa pomaga. Čakaj, Ja, lej, Ne, če še le ej, ne bi pisal. halo, Saj halo. ja. Bojsa, to ni smešen. Ne? Ne, To saj je ni, saj to je to. točen to je Rugel delal. Ne? On je točno Ja. to počel. On je rekel, da ti mora pač neko Nekaj drugega odvisnost zamenjati z drugo, bolj zdravo odvisnostjo. Ja, se Ja. pravim, ko mi to pomaga. Ja, lej, kaj pa če ne bi še, kaj pa če ne bi Se laufal? to je res, kaj pa če ne bi laufal. Bom Ja. naredil eksperiment. Ne bom se, zdaj imam Ja. spet A strik. Si mislil, da boš zdaj naredil eksperiment, zdaj pa sam pil. Ali- Ta eksperiment sem že delal. Dajmo- Ta ni v redu. Dajmo za- Mi Se- smo. Poslušalci, prosim, da tega ne poskušate Ja, doma. ja. Ja, We are trained professionals. Sploh mlajši ne. Lejte, Mi smo stari, Mi samo smo to povem. stari, Mi pa- govorimo iz izkušenj. ja, Recimo. mi najraje ne bi sam pač. Naučite se kaj iz naših napak. Tako. To so Itek se ne boste, ampak probite. No. probite. Kakšno? Če en Kakšno mulata- preskočite? ej, Kakšno preskočite? Ja, Sej. tako, No, če tako. ne vam bom pa jaz čez 50 podcastov povedal, se sem vam rekel. Čink. Oziroma, naročite se na naš novi podcast, ki bomo še povedali nekaj. Ne, se bo kar v istem feedu, brez A veze. bo isti? Ja, itak, okej, sam- brez veze. Ne, Dobro, dobro. No, v glavnem, poglavje se konča, da skratimo pričo tako, da v bistvu ugotovite, da je tam ena krsta. Ne? In naslednjih 4999 stvari, ki so jima padle v oči, so bile tudi krst. No, vidite, drage poslušalke in poslušalci, že ta je dobra. En mi je Pozabil mal- sem, en kaj mi je se- mal na lajtengi Ja, stavil. Preden sem dojel, što sem. Jaz sem ga pa pozabil v bes. Skratka, Košen retail je ta, da pač pozabiš svoje lastne misli. Tako tako. da to je to. To pa s tisto aktivnostjo pride, o kateri je prej govoril. Da se to, ja, se to. Ja. A tek? Ok, pečino, obešalnik. Tako, ocen že dolgo nismo prebrali, lahko nas ocenite v svojem najljubšem podkastu predvajalniku ali predvajalnici, ali nam pa pošljete pismo, ali se pa priključite na naš Slack kanal, linki so na opravicujemo.se. Lahko pa preberete citat iz 13. poglavja druge knjige, številka naše brezplačne tajnice je še vedno 0599686885. Ron, Sid in Maggie še niso naše podpornice in podporniki. Podpreš pa nas lahko ti. Ja, ti. Dobesedno vsak evro šteje. In nič ne bomo jezni, če boste na mesec za nas prispevali kaj več, lahko tudi 42 evrov. Vse informacije in še več na hvala za vse ribe.si. Vsem, ki nas že podpirate, pa res iskrena hvala. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali se nanj naročiš. Hvala za vse ribe.si. Si zamenil, ne? Si zamenil, ne? Samo da me Ja. zjebeš. pizda. Ker je, a veš, če se, Ne, če se Arjo zdaj zahvaljuje Se res, podpornikom, pa se res. naredi to, pol brez veze, da ti Dvakrat, še enkrat ja, ponavljaš. Ja, ne. ja, se strinjam. To sem imel že na 10 epizod nazaj, pa sem pozabil. Se Tako da, strinjam. Zelo lepo, zelo lepo. drage poslušalke, Lahko se naročite. to je samo zaradi tega, da sem pozabil 10 epizod. To kot tema. Ne? Da, gremo mi še en krog.